pa tudi ne sme biti miru z našimi telesi, da tako rečemo. Treba je konstantno, mi ga delati poletje 2021, se nestrpno bliža in tudi zato smo mi v goste povabili osebno trenerko Lauro Matjašič, ki deluje pod blagovno znamko Booty Boom. Laura, lepo pozdravljena v našem studiu. Živja, živja. Živijo. Torej, zakaj sploh gre pri Booty Boomu? To je neka v bistvu, se pravi, znamka za vadbe za ženske, če prav razumem. Ja, tako je, ja. Vadba Booty Boom je v bistvu fokusirana na ženski spol. Kakor že ime pove, se fokusiramo predvsem na našo zadnjico, ampak bi rada poudarila, da se ne gre tukaj samo za estetiko, ampak delamo predvsem na moči, na dobrem počutju, in tako res bi rada približala ženskam ta cel koncept, da v bistvu ridka ni samo ta vizualna podoba, ampak je za močno ridko veliko več, a ne? Tako. Ja, moramo se predvsem dobro počutiti v svojem telesu, ne? In te čvrste zadnjice, da tako rečem, lahko velikokrat pripomorejo k tem. Kako pa sploh izgledajo vadbe za zadnjico? Se pravi, vadbe, ki jih izvajam, so v glavnem v skupinicah do 10 oseb, zato da lahko jaz tudi lepo vse nadziram, tako da se ne gre za v bistvu neke masovne vadbe, ampak za vadbe, pri katerih se vse izvaja kontrolirano, skupinice so majhne, veliko delam na tem, da se ženske tudi tam znotraj skupinice dobro počutijo, in da se res probam čim bolj fokusirati na njihovo izvedbo. Potem pa v bistvu vaje še vedno vključujejo vse mišične skupine, zato da pač skrbimo za skladnost telesa in dobro počutje, ampak velik fokus je na mišicah zadnjice. Tako, no. Laura, zakaj pa sploh potrebujemo zdaj trenerja, osebnega trenerja, ampak trenerja v skupini? Kaj so tiste prednosti, ki jih ne moramo dobiti recimo iz posnetkov na YouTubu? Se pravi, jaz bi najbolj poudarila to, da je ekstremno pomembno, da izvajamo vaje pravilno, ne? In da še vedno opažam, da se ljudje zelo napačno lotijo izvajanja treningov. Ne vem, na primer, se lotiš sam izvajati neko vadbo, gledaš po YouTubu, čeprav ti misliš, da izvajaš vaje pravilno, ne? Še vedno te bo nek trener lahko znal usmeriti, ti povedati, katero mišico aktivirati, ti mogoče pokazal, boš tudi sigurno bolj pravilno izvajal na nekih treningih v živo, kar je še posebej pomembno, da pri osebah, ki imajo kakšne poškodbe, seveda pač zdravi posamezniki, se nam ne bo nekaj tragičnega verjetno zgodilo, če izvajamo vadbe doma. Če pa imamo, ne vem, neke določene poškodbe ali pa smo malo starejši, ki se itak poznajo že procesi staranja, pa tako, je pa zelo pomembno, da nas mogoče vsaj na začetku nekdo usmerja, zato da pravilno izvajamo in da si ne naredimo seveda pač kakšne škode. Ja, ker včasih če narobe delamo, lahko več škode kot koristi. Ja, tako, ja. So morda tudi zato malce manjše skupine, da lahko vse kontroliraš, da vidiš vsakogar, ki vajo dela narobe, ne? Ja, seveda, ja. Tudi tako bi rada poudarila, da mogoče za čiste začetnike vadbe v skupinah niso najprimernejše, ne? Bi vedno priporočala, da se loti vedno oseba mogoče z vsaj parimi osebnimi treningi, da se vsaj osnove osvojijo, ne? Ker v bistvu ni potrebno ogromno časa, da se osnove osvojijo, ampak je pa nekih par ključnih nasvetov, ki se jih na začetku treba držati, in vseeno v skupini se ne moramo vsaki posvetiti 100%, ne. Tako da je fajn, da se na začetku teh osnov nauči, pa še vedno mi je zelo pomembno, da imam nadzor, ne, zato pa tudi majhne skupine. Tako. Ja, sama izvajaš tudi osebno trenerstvo, ne? Poleg se pravi tih skupinskih vad po manjših skupinah. Se pravi, kje pa te lahko najdemo, da naprimer te kontaktiramo sploh najprej za osebno trenerstvo, potem pa za Booty Boom skupinske vadbe? Ja, v bistvu vse informacije tako najdete na moji spletni strani lauramatiasic.si. Sicer pa izvajam in osebne treninge in vodene vadbe na Šmartinski cesti v enem precej novem studiu Medico Health Gym. To tudi v bistvu vse informacije najdete na moji spletni strani, a ne? In studio je v bistvu tako zasnovan bolj privat,
Torej, nekdo brez trenerja niti ne more tam izvajati treningov, ni mišljeno kot nek odprt fitness center, ampak je v bistvu vadbeni studio z pripomočki, tako da se da lepo izvajati marsikaj, ni pa naprava. To je v bistvu studio, ki je namenjen tistim, ki si res želijo tako fokusirati na se in mogoče jim je bolj všeč neko malo bolj privatno vzdušje, pa čistoča, pa dajo veliko na dobro počutje v studiu. Ne gre se za nek masovni fitness center. Tako da jaz se tam tudi zelo super počutim, pa se mi zdi, da stranke tudi zelo cenijo to privatnost, ki jo tam dobijo. Pa tudi zdaj, v tej situaciji je zelo pomembna tudi higiena in je sigurno to ful velika prednost, da se ne zamenja toliko ljudi, kot v enem velikem fitness centru. Kaj pa fantje, če hočemo kaj za svojo zadnjico narediti? Je tudi kakšen program za nas? Ali kako je s tem? Tako, dobim kar precej takih vprašanj. In tako bom rekla, vadb za fante zaenkrat nimam vodenih skupinskih. Pri osebnem trenerstvu pa moram reči, da sta oba dva spola približno enako zastopana. Tako da ja, itak, seveda, res bi rada poudarila, da tudi moški bi mogli več delati na vaši zadnjici, tako, da jih veliko to mišico zanemarja, ker mislijo, da pač ni pomembna, in pač veliko hitreje je viden mogoče pa vas napredek v zgornjem delu, zato ker hočete pokazati svojo moč in tako, in če izgledate široki in pa delajo fantje v glavnem zgornji del rame, prsa, zanemarjajo svojo ritko, tako da ja, fantje, zelo pomembno, mogoče pa v prihodnosti tudi kakšne vadbe za moške. Bomo videli, zaenkrat ne. Ja, dobro, zanimivo. Zdaj, poletje se bliža, a se vidi mogoče zdaj v tem času kakšen porast? Verjetno januarja, ko so te zaobljube, gre malo gor, ampak za zdravje moramo verjetno skozi delati. Ne smejo biti ti intervali, neki pa malo gor, pa malo dol. Ja. Jaz vsekakor spodbujam pač zdrav življenjski slog in tako, da v bistvu delujemo na dolgi rok, da ne gremo, tako kot si rekel, v nekih intervalih, zdaj bom treniral za poletje, pa zdaj bom malo, da stisnem za tisto novoletno oblekco. Mislim, sigurno boljš, da si aktiven, tudi če si majčkeno malo bolj v valovih, vsi se mogoče malo polenimo po zimi, ampak jaz vedno poudarjam, da je zelo pomembno, da najdemo nek način treningov, gibanja, ki nam ustreza, da ga v bistvu ohranjamo, zato da nam ni to muka. Moramo najti nekaj, v čemer uživamo, pa predvsem tudi prehrano urediti. Tako, cel življenjski slog, tako da ja, treba je poudariti to, da vadbe in prehrana, to je toliko povezano, da jaz tudi tako, večinoma tudi na začetku kakšne jedilnike spišem, vsaj zato, da se ljudje malo navadijo. Se mi zdi, da na dolgi rok jedilnik ne gre čist, ker imamo vsi različen življenjski slog, pa težko se je zdaj vsak dan nositi Tupperware v službo, pa tako, pač to je v ekstrem. Ampak na začetku je pa fajn, da se nekdo, če je čisti začetnik, nauči malo in se navadi na, se pravi, na uravnoteženo prehrano, in da dobi občutek, koliko mora pojesti beljakovin, koliko hidratov in tako dalje. Zato na začetku je fajn tudi malo bolj se fokusirati na prehrano, pa itak to steče. Ja, Laura, hvala za ta pojasnila. Mi gremo zdaj na hitro v glase, mogoče za vse naše gledalke in gledalce. Zdaj, ko bomo šli v glasih, eno kratko vajo, ki jo lahko zdaj v 2 minutkah med oglasi naredimo za svojo zadnjico. Nekaj čist na hitrco. Okay. Ena vaja, kaj gremo zdaj? 2 minuti. Zdaj moram razmisliti. Ja, ful bo tako nerodno zdaj to tukaj izvajati, ampak dajmo recimo, eno probati. Eno vajo, hitro. Se pravi, dava stopalo, dajva tako, da ne bo umazala kavča, tako nežno položiva na rob tega nasladnjača, stopa sprednjo nogo majčkeno bolj naprej. Hop. A bo šlo? Lahko greš tjale, malo bolj vstran. Dobro. Še malo naprej. Zdaj pa zadnje koleno spustiva nežno nazaj proti stolu, majčkeno bolj na rob boš mogel iti stopalom. In sprednjo nogo ohranjava čim bolj močno. Počas. Ni treba iti čisto dol,
Sprednja noga je močna, pa koleno potiskava navzven. In to zdaj delamo 2 minuti, potem pa pridemo nazaj iz oglasa. O, mater, res sem že zmatran. Dajmo malo skrajšati oglase. Počasi kontroliramo. Lepo zdrav, že smo nazaj. Dost bo, Laura, jaz mislim, da nekaj smo naredila za svojo zadnjico. Jaz kar se počutim malo boljš. Se pravi, zadnjica ni samo zato, da jo grejemo na kavču. Ja, res je. Lepo si to povedal. Zadnjico je treba veliko delati. Dobro je za naše... Kaj je? Ja, aktivirati, ne? Ja. Zadnjične mišice so precej pomembne. Tukaj v studiu, če ste se nam ravno pridružili, se opravičujem malce, ja, me je kar zmatrala Laura Matjašič, ki deluje pod blagovno znamko Bootycam, osebna trenerka. Takole, kaj bi pa rekla, prej smo govorila že nekako, da je bolje na začetku imeti kakšnega osebnega trenerja, da je na začetku in potem kakšne skupinske vadbe. Kaj pa so tiste napake, ki jih v vajah za zadnjico najpogosteje počnemo? A prav tako specifično? Ja, recimo, kaj vidiš, ti pa greš pa vedno, ali pa ne vem, vedno grejo na robe v počep. V bistvu najbolj bi rada poudarila, tako bom bolj splošno povedala, zaradi tega sedečega sloga, ki ga imamo vsakdanjega, mogoče nekatere mišice zaspijo, tako se reče, tako da jih težje aktiviramo in med njimi je tudi zadnjica. Tako da, ko izvajamo vaje za zadnjico, je na začetku pač še toliko bolj pomembno, da jih izvajamo pravilno, ker če jih ne bomo, se zna zgoditi, da jih sploh aktivirali ne bomo in da bomo aktivirali vse mišice okrog nje, in pa v bistvu izvajamo vajo pač napačno, ne dosežemo ciljanih mišic in ciljanega, pač ne dosežemo tega, kar smo si želeli. Tako da, ja, poudarila bi to, da recimo medenica, hrbtenica zelo trpijo pri vsakdanjem sedenju in moramo skrbeti za lepo držo tudi, moramo skrbeti za to, da ukrepimo mišice in počutje je pač nerealno potem. Tako da, ja, kontrolirane medenice je na začetku mogoče pri strankah ena takih stvari, ki nam velika dela težave, rotacija medenice nazaj, naprej, tisti, ki se ne spoznajo, bodo doma to sami pred televizijo zelo težko dojeli. In pač zato je tudi fajn, da ti nekdo v živo to pokaže. Pa tudi pri drži. Kontroliranje hrbtenice je kar težka stvar na začetku. Tako da to bi najbolj poudarila, tam se dogajajo največ napak, pa mogoče kolena preveč naprej in take stvari. Tako da ja, to je fajn, da imaš nekoga, da te usmerja pri teh stvarih. Ja, poleg tega, ko delamo vaje za zadnjico, se nam tudi kakšni drugi deli telesa, dajmo tako reči, ukrepijo. Ja, sigurno. Ja. Zdaj, da bi pri kjerikoli vaji točno izoliral samo zadnjico, je nemogoče. Tako da večinoma oziroma zmeraj zraven sodelujejo tudi noge, sprednje, zadnje stegenske, meča. Pa imamo pa pač vaje, pri katerih lahko malo bolj aktiviramo zadnjico, pri nekaterih malo manj. Spet je pa fajn, ja, da se znamo toliko fokusirati in povezati mišico z možgani, temu se tako v bistvu reče, zato ker aktiviramo res mišico, v bistvu naši možgani pošljajo impuls, zato da jo lahko fajn stisnemo. In ta del tudi veliko ljudem dela težave na začetku. Tako da pa, ko v bistvu te se povezave počasi zgodijo, je tudi ta aktivacija ful boljša, tudi bolj začutimo in tudi mi se bolj počutimo. Tako da v tem smislu, ja. Laura, pejva zdaj malo direkt nate, da rečemo, zakaj si se ti sploh začela ukvarjati z osebnim trenerstvom in koliko časa si že v tej panogi? V bistvu tako, aktivna sem že celo življenje, res mi je gibanje pomenilo ful veliko, že od majhnega. Nisem bila nikoli v nekih vrhunskih športih, nisem se videla v tem, sem pa vedno nekako živela nek zdrav življenjski slog in pa sem počasi v bistvu ugotovila, da me ful veseli, da lahko tudi drugim to predstavim in da jim nekako ta življenjski slog približam. Tako, to me res veseli in najbolj me osreč, če vidim, da nekdo, ki prej res
mu gibanje ni bilo blizu, da začne v tem uživati in da najde način, na katerega bo pa v bistvu lahko tudi to ohranjal, ne, in vzdrževal in da se mu pozna na zdravju, počutju in tako dalje. Tako da sem se vedno v bistvu bolj na življenjski slog pa gibanje v povezavi s tem fokusirala. In ja, že od vedno sem bila ful aktivna, pa počasi sem videla, da me to res vleče in da bi rada pač na tem področju tudi delala profesionalno. In sem zdaj že kar 8 let v tem. Vodene vadbe izvajam že okrog 8 let, potem sem pa počasi se fokusirala tudi na osebno trenerstvo. Ja. To pa že tako 5 let. Na začetku sem bila bolj fokusirana samo na ženske, sem se bolj videla v tej smeri. Zdaj v zadnjem času so se pa kar tako, imam pa tudi kar dost moških. No, tako. Tako da pri osebnem trenerstvu moram reči, da sta kar oba spola enako mirno zasedena. Ja, edin prav. Ne moramo reči, tudi fantje včasih smo tako, saj bomo šli pa malo fuzbal, bo pa v redu, ampak ne, tudi moramo kdaj kakšno vadbo. Vse več fantov se tudi ukvarja, kakor sem rekel, z vadbami, z jogo, z raztegovanjem in podobno in tako je, jaz mislim, tudi prav. Zdaj, težki časi so bili, zdaj letos, ne, vadbe so bile onemogočene, da rečem, kako ste vi shendlali, se pravi, Butibum, kako si shendlala to epidemijo, ste imeli prek spleta vadbe ali kako? Ja, v bistvu pa smo se itak tako vsi mogli malo znajdeti, fitness centri so bili zaprti, tako da pa tudi prepovedano je bilo izvajanje kakršnihkoli športnih aktivnosti v skupinah, pa določen čas tudi individualno, tako da sem v bistvu bila primorana se malo drugače usmeriti in sem se pol nekako zasnovala online vadbe. Vse jih je šlo kar mnogo v to smer, ne. V bistvu niti nismo imeli druge. Na začetku sem se kar malo še upirala, moram priznati, zato ker imam res rada osebni pristop v živo, ampak potem se je kar lepo to razvilo. Izvajamo še vedno vadbe tudi online, zato ker se je v bistvu kar nekaj punc navadilo in zdaj doma izvajajo kar nekaj prednosti je tudi. Ne rabiš se voziti v dvorano, tako da prešparaš nekaj časa, ni tiste vadnine, naprimer, kakor v centru plačuješ, pa tako, par prednosti je. Tako da dve skupinici sem ohranila zdaj online, še naprej in moram reči, da je bila dobra izkušnja. No? Tako, nekaj novega, mogli smo se malo modernizirati, digitalizirati, kakorkoli. Še vedno sem bila pa zelo vesela zdaj, ko so se centri odprli nazaj. Seveda, še vedno ful pazimo na higieno, pa maske pa tako dalje, ampak moram pa še to povedati, da se mi zdi veliko ljudi zavedalo malo svojega življenjskega sloga, ki se ga prej niso, pa pomanjkljivosti, ker so se v bistvu imeli mogoče malo več časa zase, pa tako, so bili več doma in so se tako malo večkrat tudi pogledali v ogledalo, pa začutili malo svoje telo, pa to in so ugotovili, da morajo nekaj narediti, tako da se mi zdi, da je v bistvu kar nekaj strank prišlo potem lih zaradi te epidemije. No, tako. Ja, ker epidemijo lahko vzamemo ali kot neko, to je pa zdaj tako breme, ali pa zdaj imamo pa dejansko čas zase, da se pogledamo, da naredimo nekaj zase, pa to lahko zdaj rečemo ali fizično ali psihično, mogoče kakšno knjigo smo več prebrali. Tudi to, kar si rekla, zunanje vadbe, ne, gotovo nam prija tudi svež zrak, tako da ste se nekako znajdeli. Je pa recimo za tako vreme, kot je danes, je pa vsem bolj fajn biti noter. Ja, siguren, ja. Sej na splošno tudi poleti se vedno izvajam tudi kakšnih par terminov zunaj, pa tako, ne, pa se pa probamo malo kombinirati v dvorani, izven dvorane in je super, res, ta svež zrak res dobro vpliva in vse. Ampak moram pa reči, da tudi zna biti problem, zato ker pri mojih vadbah res izvajamo vaje za moč in je težko uteži prenesti v naravo. Tako da nek določen mogoče kakšno poleno ali pa kakšen kamen, da najdemo tamle v Tivoliju. Da se sigurno se da improvizirati. Ampak ja, vadbe zunaj so mi drugače super in jih tudi izvajam. Je pa ena pomanjkljivost to. Ja. Zato ker pri vadbah za zadnjico, če se fokusiramo na zadnjico,
so uteži zelo pomembne. Tako, v tem smislu. Ja. Ja, kaj pa prej si omenila, ne, da približno v osebnih vadbah pa v moških, pa v žensk. Kaj pa recimo starostne skupine? Katere so tiste generacije, ki jih osebno trenerstvo in skupinske vadbe najbolj pritegne? Tako bi rekla, sploh sem lih razmišljala zadnjič o tem, tako, a bi bila neka res specifična generacija, ampak zadnje čase opažam in me to tudi veseli, da se v bistvu res vse generacije odločajo. In tudi, če gledam svoje stranke, imam vse generacije in zadnje čase še to, da se veliko mamic odloča, da pridejo tudi z otroki na vadbo. Fajn. Ja, tako da to se mi je zdelo res tako ena fajn stvar. Tudi zato, mogoče je tudi s tem povezan, da so otroci zdaj imeli onemogočene športne aktivnosti, a ne, in da se tudi ve, da je to ful slabo vplivalo, a ne. Tako da to se mi zdi tako tudi en dober način, da se mama pa otrok mogoče tudi malo povežeta v prostem času, pa tako pa itak prilagodijo se seveda vaje, ne, enemu pa drugemu. Tako da to bi res tako izpostavila, da je ena fajn stvar. Drugače pa čisto vse generacije. Je pa res, da mogoče vzgibi so pa različni, a ne, drugačni. Mlajši se še vedno več fokusirajo na estetiko, pa na videz, a ne, starejši pa mogoče pridejo zaradi zdravja, bolj dobrega počutja, tako večje funkcionalnosti telesa. Rada pa vedno poudarim, da se mi zdi bolj pomembno, da je prvi naš vzgib vsem počutje pa funkcionalnost telesa, kakor izgleda. Estetika pa ponavadi pride zraven. Ja, to pa itak je posledica. Ja, ko se počutimo dobro v svojem telesu, ponavadi izgledamo boljše, pa še bolj smo tudi tako osebnostno, ne, smo bolj privlačni, da tako rečemo. Vpliva na vsa področja v življenju, ja. Ja. Laura, za konec, kakšni pa so plani za naprej, kaj se nam kaj obeta? Z Booty Boomom bo to postal svetovni brand in vsi bojo movali. Ja, mogoče tudi. Cilj je mogoče malo bolj se še fokusirati na online, ne, tako da ja, na tem se dela, se snimajo stvari, tako da ja, stay tuned. Sicer pa ja, počasi razmišljamo o svojem centru in gremo v tej smeri, tako da ja. Fajn, no to je pa res velik korak, da tako rečemo, visoki cilji, ne, da se k temu stremi. Poleg tega verjetno vas lahko spremljamo tudi na socialnih omrežjih, ste aktivni? Ja, seveda, ja. Lahko me najdete na Instagramu pod imenom Laura Matjašič ali pa na mojem posebej profilu za vadbe Booty Boom, pa na spletni strani, to je to, tam sem najbolj aktivna, za vsa vprašanja pač seveda. Mail, socialna omrežja. Pišite, zdaj smo itak povezani. Ne? Vsi smo povezani, tudi tole, kolikor nas je v bistvu ta virus majčkeno oddaljil, nas je pa od digitalizacije pa v teh nekako malo spet združil, malo smo napredovali v tej smeri. To je fajn, res, ja. Več je teh digitalnih vsebin. Laura, najlepša hvala za obisk, da si nam malo pojasnila, da si mi pokazala to vajo, ne, da sem jaz zdaj prav počutim se spet, da imam privlačno zadnjico. Tako da super. Hvala ti za to, no. Hvala ti za to. Prvič je za ston, drugič je za plačati, se vemo, tako je. Hvala za tvoj čas, no, pa se kaj še vidimo, ne? Ja, hvala vam. Takole, tole je bila Laura Matjašič, Booty Boom, zdaj pa je čas, da gremo na kratko v glase. Če pa imate čas, zdaj 3 minutke, pa vi ste, tlele ena noga, pa ena noga, pa dajmo gor pa dol delati. Upajmo, da ne boste delali narobe, no. Drugače je lahko več škode, kot koristi. To sva tudi opozorila. Če pa se vam zdi, da delate narobe, ali pa če bi se radi zares prav naučili, pa še kakšno novo vajo, pa dajte pogooglati Booty Boom, pišite, gremo trenirati, poletje se bliža, zdaj pa oglasi.